Že veste, kam bi se lahko odpravili jutri popoldne? Ena izmed možnosti je obisk gradu Cmurek na Tratah, kjer bodo odprli fotografsko razstavo rib, ki živijo v reki Muri. Dobro jutro želim Borisu Bezjaku, doktorici Sonji Bezjak in doktorju Reinhardu Padingerju. Dobro jutro. Dobro jutro. Fotografska razstava je zanimivo plod slovensko-avstrijskega povezovanja v zavodu Muzej norosti na Tratah, katerega cilj je prav povezovanje. Koga ste do zdaj že povezali? Lepo pozdravljeni, še enkrat. Jaz bi mogoče najprej za gledalce povedala, kje točno se grad Cmurek nahaja, ker se mi zdi, da marsikdo v Sloveniji sploh še nikoli ni slišal za to, da si bojo lažje predstavljali. Torej, mi se nahajamo v vasi Trate, kot ste že rekli. To je pa nekako na pol poti med Šentiljem in Gornjo Radgono, ob reki Muri. Torej, to je mejni prehod, na drugi strani je mesto Murek. In to območje je svojevrstno, posebno, zato bi jaz mogoče nekako še eno ozadje naslikala. Namreč od nekdaj je reka Mura tukaj vzpostavlja eno veliko mejo, namreč s svojim hitrim tokom, naravnimi brzicami preprečuje neko lahko prehodnost. Zadnjih 100 let je to tudi državna meja, po drugi svetovni vojni zelo radikalno tudi jezikovna meja, kulturna meja, narodnostna meja. In tako naprej. Tukaj se svet slovenskih goric konča, se začenja Panonske ravnice. In ta neka mejnost, prehodnost spodbuja neko svojevrstno razločenost in željo po povezovanju. Tako terja potem takem tudi povezovanje. Tako. Kje ste se povezali do zdaj že? Razen pri ribah, tam se vsi verjetno razumemo. Torej, mi smo se čisto zares začeli povezovati pred enim letom iz preprostega vzgiba, ker je to naše območje zelo brezperspektivno. In isto misleči smo rekli, pa saj imamo tako veliko bogatstvo, toliko kulturne in naravne dediščine, ki je popolnoma neraziskana, pozabljena. In smo tako obupani, dajmo se povezati, odprimo se, zgradimo nove mostove čez reko Muro. In začeli smo z inicijativo Norost na meji, ker je bil velik odziv Slovencev in Avstrijcev, smo počasi prerasli v Muzej norosti, o tem mogoče še kaj kasneje. Skratka, v tem enem letu se je zvrstilo ogromno dogodkov z različnimi vsebinami. Slovenci ste aktivni. Kaj pa na avstrijski strani, gospod Padinger? Koliko je tega zanosa, želje, volje po združevanju, po skupnem sodelovanju s Slovenci? Ja. Lepo pozdravljeni tudi iz avstrijske strani. Ja. Jaz delam na področju obnovljivih virov energije, pa to pomeni tudi na področju okoljevarstva. Saj vemo, da je to danes skupen problem, ne? Klimatske spremembe so, imamo vedno povsod, vsako leto imamo poplave, pa žled ste imeli tukaj v Sloveniji. In močvirja, pa tudi prebivalci in vsa fauna je zelo pomemben del okoljevarstva. In zato sem zelo vesel, da imamo ta projekt. Kjer se lahko združujete, izmenjujete informacije, verjetno, ne? Se bolj čuti kriza tudi drug drugega, ne? Bolj pristno je. Boris, midva pa nekaj o ribah, ne? 64 vrst različnih rib, skoraj, ne, malo neverjetno se sliši. Ja, v bistvu to je en neodkrit zaklad, v bistvu s tem področjem tako detaljno se nihče ni ukvarjal do sedaj, zaradi tega, ker je izredno težko v hitro tekoči reki sploh dokazati takšno število rib. Se pravi, treba jih je poloviti, fotografirati. Točno tako. In ribe živijo v zelo različnih okoljih, recimo nekatere pod kamni, in tehnike lova znanstvenikov ne dopuščajo, da bi te ribe dobili. Ampak nam je v bistvu z veliko... Ribičem je pa to dovoljeno. Točno tako. Ribiči pa v bistvu prek svojih statističnih podatkov, ki jih z evidencami ulovov imajo, v bistvu lahko to dokažejo, in tudi to smo naredili. Za katera je najbolj taka zanimiva vrsta? V bistvu najbolj tipična riba za Muro bi lahko resnično rekli, da je podust, ki je značilna belica. Žal je na fotografiji. Pa 3 raki so noter, ne? Tudi 3 raki, ja. 3 vrste, no. Pa še? Piškur.
V bistvu na razstavi ne sodeluje meduza, je pa celo meduza sladkovodno dokazana, tudi to imamo fotografirano. Ampak o tem kdaj drugič. Ja, fotografska razstava, torej jutri otvoritev, še neki govori, ne? Tako, zelo smo ponosni, da imamo to fotografsko razstavo, prvo tako v Sloveniji. Pospremljalo bo predavanje dr. Metke Povš in sicer ob 4 na gradu Cmurek, ob 5 bo pa tudi uradna otvoritev razstave z nekimi pojasnili, zakaj sploh ta razstava. In razstava je res izjemna in se jo je vredno priti pogledati. Tudi vse fotografije so opremljene z napisi o lastnostih rib in ti napisi so v 3 jezikih, torej najprej seveda v slovenščini, potem tudi v nemščini in angleščini, tako da s tem zopet nekako tvorimo oziroma ustvarjamo priložnost za sporazumevanje preko vseh meja. Zdaj, vaše območje, ne, je turistično dobro obiskano? Je to tudi morda vzrok, ne, kako privabiti ali pa razlog? Ja, lahko. Jaz mislim, da je treba drugače gledati na to. Ne. V bistvu mi želimo narediti to, da bi ljudem pokazali, kaj so dejansko naši zakladi in da jih naj sami odkrijejo. V bistvu ribe ne vidimo, ne, in recimo delamo vodene oglede ob Muri in ko ljudem dejansko enkrat pokažeš 64 vrst rib in 3 rake, da jih oni vidijo na terenu, ne, preprosto ne morejo verjeti. Oni rečejo, pa kaj je za to, ne? Mislim, kako je to možno? Da je Mura lahko tako hitra. 20 sekund. Zakaj ne ljudje pridejo v Cmurek, zakaj ne pridejo na Trate? Zato, ker bodo videli enega največjih in najimenitnejših gradov v Sloveniji, zato, ker bodo videli 64 različnih rib, najlepši pogled na reko Muro in zato, ker je preprosto fajn, ker smo nori. Krasno. Hvala lepa vsem trem za obisk v studiu. Veliko uspeha želim. Hvala.